Mimogrede. Naš radijski Gartelc. Slovenija seveda ni izolirana od globalnega trenda obdobja, ko je modno imeti tudi v mestnih urbanih okoljih vsaj nekaj kvadratnih decimetrov, metrov ali celo nekaj 10 metrov svoje obdelovalne površine. Imeti doma na okenski polici ali balkonu nekaj lončkov zelišč, čilija in berivke je kul. Za pravi ideal sodobne urbane družine pa veljajo tiste, ki uspejo na gredi ali vrtičku pridelati toliko zelenjave, da lahko brez slabe vesti odjavijo naročnino na tedenski ekobio zelenjavni zabojček. A do tega ideala je za vrtičkarske amaterje dolga pot. Vrt ni šala. Tisti, ki imajo izkušnje, vedo, da lep in ploden gartelc pomeni celoletno trdo delo, le redko samo enega človeka. Sledi nekaj razmislekov o tem, katero vprašanja si zastaviti in nanje iskreno odgovoriti, da ne bo vaš urbani vrtni podvig pristal na smetišču zgodovine nikoli ali na pol uresničenih projektov. Popoln amater, se pravi ljubitelj, si mora zastaviti prvo vprašanje, kako sem s časom. Zaradi tega, ker še tako ljubiteljsko delo zahteva nekaj časa in pravzaprav tu je, bi rekla, srčika problema vse hortikulture. Potem pa seveda, ko pridemo tukaj do odgovora, imam nekaj časa, moramo potem vedeti, kje sem. Namreč ta druga zgodba se začne in konča lahko zelo hitro, če imamo napačno predstavo, katere rastline lahko uspevajo v kakšnem prostoru. Ker izjemno pomembno je, da začnemo z malimi koraki, ki so uspešni, da dobimo neko voljo, da se priučimo določih spretnosti in nadaljujemo potem z zelenimi prsti. Tako v prvih samoizpraševanjih in razmislekih človek, ki se na pridelavo vrtnin res spozna. Doktorica Sabina Šegula je predavateljica, raziskovalka in vodja praktičnega pouka v Biotehniškem centru Naklo, kjer izobražuje vrtnarje in hortikulturnike na vseh izobraževalnih stopnjah. Vse, ki se spogledujejo s svojim lastnim vrtom, zato vedno dvakrat opozori na dve komponenti, fizikalno in kemično, čas in vodo. Kar se tiče časa, če imamo proste vikende ali kakšno popoldne med samim tednom, bi lahko rekli, da je dovolj, ko že rastline rastejo. Vendar moramo tudi vedeti, katere rastline so manj zahtevne. Lahko rečemo, da prvi čas spomladi lahko imamo solato, vendar čez poletje je pa to že bolj zahtevna kultura in če ne moremo brez 3-tedenskega dopusta, bo tista solata bolj boga. Vedno se najdejo bližnjice, samo pri času in vodi jih ni. Preveč vneti in samozavestni začetniki prepogosto zastavijo širkopotezen vrtiček, morda celo po vseh pravilih biodinamičnega in feng shui vrtičkanja, a zaradi pomankanja časa, vode, pa tudi poznavanja osnov gojenja rastlin, vrtiček še pred poletjem opustijo. Na spletnih straneh se marsikaj najde, vendar je potrebno izluščiti prave informacije. Tako da dejansko bi v prvi vrsti svetovala, da vseeno se poišče informacije o kakšnem takem začetnem tečaju, ne da bi se zdaj v stroko preveč poglabljali, samo da nam strokovnjak pove, da nam svetuje, kje so prave informacije in da imamo res zdrave prve korake. Nekdo, ki je živel v bloku, imel opravka z zemljo samo takrat, ko je pomagal mami vsako pomlad presajati difenbachijo ali v grmovju za Savo poskušal gojiti prepovedano zev, se pogosto ne zaveda, da ni dovolj zgolj položiti seme v zemljo in čez nekaj tednov ali mesecev pobrati pridelek. Kakšen bi bil torej nek splošen nasvet, da ne vzamemo vetra iz jader v neme, hkrati pa ostanemo na realnih tleh? Glede, to je zdaj čisto odvisno, v šali bi rekla, od hišnega sveta. Namreč en sam človek zelo težko obvlada potem vrtiček in mora v bistvu družina pomagati. In če se odločijo za bolj, bi rekla, več gibanja v naravi, potem lahko tudi večji vrtiček. Vendar bi pa svetovala, da se premisli, to je v bistvu en tak velik korak v življenju, sprememba načina življenja, se je potrebno mogoče kdaj čemu odpovedati. Tako da bi rekla, v mestih, tam, kjer je pač možno na balkonih mogoče prve korake preizkusiti se, v lončkih narediti prve svoje zelene podvige, je boljš tako, kot pa da bi se kar brezglavo lotili neke večje površine.
Tako, tudi zaradi slišanega smo si za enega od ciljev naše nove oddaje Mimogrede zadali tudi širjenje nauka o vrtoznanstvu. In z vami bomo vsako nedeljo ob 10 v teh pomladnih mesecih delili male skrivnosti izkušenih uporabnikov motike in zalivalke. No, včasih pa pri načrtovanju vrta pomaga pogledati v karte. Pa ne take za vedeževanje, ampak za vrt. Mimogrede. Na vrtu ukrajinske arhitektke Nataše Bučar-Draxler vedno kaj raste. Če nič drugega pa kurja črevca. Menda precej okusen plevel, imenovan tudi navadna zvezdica. Še več pa raste v sezoni, ko svoje gredice zasadi ob pomoči vrtnih kart, pripomočka, s katerim lažje sestavimo kombinacijo zasaditve v zelenjavnem vrtu po ekoloških načelih. Te je zasnovala skupaj z inženirko agronomije Jelko Čop. 46 različnih kart je, ker smo najprej zastavili kombinacijo, da je 46 vrst zelenjave, ki se pri nas uporablja, vsaka samostojno na karti. Tako da iz tega kupčka vi zberete ven tiste karte za tisto zelenjavo, ki jo res doma boste jedli. Potem se iz teh kart dela kupčke, zberete najprej glede na to, kakšna je potreba po hranilih. In na kartah je lušken znak, gore en kupček, gnojev, še mušice so zraven narisane, in tam, ko je ta kupček povsem poln, pomeni, da mora biti greda letos pognojena. No in drugo leto bo pa ta greda že malo manj hranil imela, bo bila pa idealna za tiste rastline, ki so na kartah, ki imajo znak za potrebe po hranilih. Ta kupček je že mečkan bolj prazen, manjka mu zgornja plast. To pomeni, da te rastline ne marajo, da ni dobro, da jim damo bogato zemljo preveč, tako da recimo repa, koleraba, pastinak, rdeča pesa, ne? To so za drugo polino rastline. Ne? In zdaj te karte potem zlagamo podobno kot igro pasjanso. Pri pasjansi zlagate isto barvo eno na drugo, pri vrtnih kartah pa ne smejo biti iste barve skupaj, ker ista barva pomeni ista družina. In ista družina je občutljiva za iste bolezni, iste škodljivce ima in predvsem enake potrebe po hranilih. In se pravi, če mi isto družino bi sadili kar naprej na isto mesto, se tam zemlja prav izčrpa, predvsem pa se tista zemlja okuži lahko. Lahko, da čez zimo prezimijo te bolezni, počakajo v zemlji, in če vi naslednje leto spet iz te družine daste tja zdravo, lepo sadikco, bojo te bolezni planile na njo od prve runde. Ne? Vrtne karte so preproste, malo besed, več slik, prava stvar tudi za prave vrtne telebane. Igra z njimi je idealna, če imate 4 gredice za 4-letno kolobarjenje. Ena je gnojena letos, druga je bila lani, tretja predlani, četrta počiva. Načelo kombinacije dobrih sosedov in mešanja različnih družin. Korenček je rjava vrtna karta in rjava je tudi peteršilj, pa govoljna zelena, ne? Ali pa stebeljna zelena. To pomeni, ali pa sladki komarček tudi, to pomeni, da vi na tisto mesto, kjer je bila ta rjava karta, potem 4 leta ne smete saditi rastline, ki je z take barve karte. In kako gre to v praksi, če kdo ne je ravno vseh barv zelenjave? Težave bojo. Smo že imeli tak primer, smo imeli vegane, ki so hoteli jesti samo paradižnika in ne vem, od vseh 46 vrst zelenjave samo njih 5. Ne? Koliko potem menite, da je recimo od 46 rastlin nekako optimalno, se seveda odvisno od prostora, ampak recimo... Če jaz tako povem, da jaz pa mož sva vegetarijanca in zdaj tukaj je moj zabojček in bom hitro preštela, koliko imam jaz noter različne sorte zelenjave. Ja, jaz od 46 vrst zelenjave jih imam kar 30 na svojem vrtu. Ne? No, za take težavne Nataša Bučar-Draxler pripravlja tudi delavnice. In če jo ne srečate v Iški, pa več o njenem delu piše na spletni strani pridelaj.si. Mimogrede. Za danes z Valovskega gartlca toliko. Vabljeni, da pogledate našo spletno stran val202.si poševnica Mimogrede in uporabite ostale platforme, kjer bomo veseli kakšnega vašega vprašanja ali nasveta za takšno ali drugačno vrtnarjenje v lončkih, balkonih, skupnostnih vrtičkih, kjerkoli že. Pa seveda tudi fotografij in video zapisov preteklih ali aktualnih projektov. Najboljše in najbolj vnete bomo seveda s kakšno praktično nagrado, ki bo prav prišla v vrtu, tudi nagradili. No in tak video na svet o zasaditvi ameriških borovnic v posode pa že najdete na naši spletni strani.
vse v mraku mirno, na gredi samo tih vetrc se z zeljem poigrava. Mimo grede.